Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še zopet v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na vašo željo v Beli krajini in gostim duhovnika gospoda Luka Zidanška, bo pa živi za naši domači oddaji Pot poti. Pozdravljeni. Morda bi na začetku oddaje vas prosil, da se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite in morda mi pomagate, da povem našim gledalcem, ki nas gledajo po celotni Sloveniji, kje pravzaprav sem jaz danes vaš gostitelj, kam so me naši gledalci pripeljali. Smo na severnem delu Bele krajine in sicer v župniji Semič, ki je pravzaprav ena od treh večjih župnij v Beli krajini. Sama župnija spada pod križniški red in ima približno 3600 prebivalcev. Večina teh je katoličanov. Kdo je pravzaprav vaš zavednik te župnijske cerkve, dokler ne poskušamo zajeti utripa celotne župnije in podružničnih cerkvah? Zavetnik naše župnije je sveti Štefan Mučenec. Prav tako pa je v soupravi tudi župnija Črmušnice, ki je v lanskem letu praznovala 500-letnico. Župnija Črmušnice pa je posvečena Mariji vnebovzeti. Kdo vam pravzaprav pomaga pri pastoralnem delu? Tukaj so vedno strežniki, pretekovalci in pravzaprav, ker je prav beseda, da sem dam besedo, kaj vam? Tukaj v Semiču sem 5. leto. Prvi 2 leti je bil z menoj tudi kaplan, sedaj pa sem 3. leto v župnišču sam, zato si je bilo potrebno pridobiti, povabiti še več drugih sodelavcev. Tukaj so predvsem katehisti, katehistinja, katehist, prav tako pomaga kaplan iz Črnomlja. Potem v veliko pomoč so tako krasilci, čistilci cerkva, ključarji, pritrkovalci, ministranti, bralci, tako da lahko rečem, da je dokaj razgibano življenje v naši župniji. Besedo pritrkovalci zelo redko v naših oddajah slišimo. To so tisti, ki pravzaprav pritrkavajo na zvon. Za kakšen običaj je to? To je lep slovenski običaj. V Beli krajini jim rečemo klenkarji, ker klenkajo na zvonove. Pred nekaj leti je bilo prav tukaj v Semiču kar nekaj šol ali tečajev pritrkavanja. Zato so bili pred leti nabavljeni miniaturni zvonovi, na katerih so se mladi, pa tudi starejši, učili te lepe umetnosti pritrkavanja na zvonove. In je pravzaprav škoda, da to v marsikaterem kraju v Sloveniji izumira. Vemo, da je po cerkvah, kjer je električno zvonjenje, marsikje možnost tudi pritrkavanja, pa vendar le to ni vključeno, ker potem bi tudi ta lepa umetnost čisto izumrla. Pri vas v župniji je zelo znano oziroma zelo dobro izraženo tudi ljudsko petje. Tudi ljudje, ki prihajajo k maši, so zbrani, pokleknejo pred najsvetlejšim, tudi svečke prižgejo in to petje je nekaj posebnega in bi bilo tudi dobro, da ga boste verjetno še naprej ohranjevali. Župnija Semič je v Beli krajini sploh v zadnjih letih zelo znana po dobrem in ubranem tako ljudskem kot tudi zborovskem petju. Saj imamo v župniji, hvala Bogu, kar nekaj zborov. Mešani zbor, moški zbor, mladinski zbor, otroški zbor, potem pa še več priložnostnih zasedb,
kot je recimo dekliška skupina, pa sekstet fantov in tako naprej. Pri vsakodnevni delovniški maši pa se tudi žene lepo trudijo za lepo ubrano ljudsko petje. Imate tudi dve podružnični cerkvi v župniji, ki jih oskrbujete? Ja, oskrbujem dve župniji. Župnijo Semič, v kateri smo sedaj, in pa župnijo Črnošnice Marije Vnebovzete, ki je v lanskem letu praznovala 500-letnico. Poleg tega pa imamo tukaj na skrbi še 18 podružničnih cerkva, 16 jih je v župniji Semič in 2 v župniji Črnošnice. Poleg tega pa je še 14 bolj ali manj ruševin. To pa so bolj ali manj podrte cerkve na tem delu Kočevskega Roga, ki gleda na belokranjsko stran. Veste, da so bili tukaj kočevarji, kočevski Nemci, ki so bili leta 1941 izseljeni in potem, ker te cerkve niso bile vzdrževane, so začele propadati. Nekatere pa so bile porušene ali poškodovane tudi namerno v povojnem času. Tako da imamo v tem, bom rekel, kočevskem koncu sedaj ohranjene ali deloma obnovljene nekdanjo farno cerkev na Planini, potem cerkev Frančiška Ksaverija na Mirni gori, kjer je pozidan na novo samo prezbiterij, in pa v župniji Črnošnice je bila obnovljena pokopališka cerkev Svetega križa na Novem Taboru. Potrebno tudi omeniti vaš župnijski list, ki redno izhaja in pri tem verjetno tudi mlado pomagajo. Župnijski list je začel redno izdajati moj predhodnik, gospod Janez Šket. Nekoliko smo obogatili samo obliko, pa tudi vsebino v zadnjih letih in moram reči, da so se tudi farani kar lepo navadili na ta župnijski list, da ga radi prebirajo, in to se predvsem opazi, ko naredim kakšno napako, me hitro opozorijo, tako vem, da ga redno in z vso zavzetostjo tudi preberejo. Pred kratkim ste bili tudi v Sveti deželi z vašimi farani, bi vas prosil na kratko, če bi našim gledalcem podaja pot poti nekaj dežel, nekaj tudi povedali. Zakaj se pravzaprav imenuje Sveta dežela? Sveta dežela se imenuje zato, ker je ta dežela za nas, posebej za kristjane, nekaj svetega. Saj je v teh krajih, v teh deželah se dogajala zgodovina našega odrešenja. Pretekle 14 dni smo bili na farnem romanju, tam tako po deželah stare, kot tudi nove zaveze. Vse od dežele Egipta, kjer so bili Izraelci kot sužnji, pa vse do izhoda iz egiptovske dežele čez Rdeče morje, čez Sinajsko puščavo. Prav tako smo bili na Sinajski gori, pa potem vse preko gore Nebo v obljubljeno deželo, kanaansko deželo, kjer je hodil Jezus in so se dogajali najpomembnejši dogodki našega odrešenja. Romanje v Sveto deželo je za kristjane nekaj posebnega. To je kraj, ki se je rodil, živel, delal in umrl naš odrešenik Jezus Kristus. Kako izgleda danes oziroma potekala zadnja večerja na vrtu Gecmani?
Jezusov grob, Kalvarija in druge področje Jezusovega trpljenja, smrt. Kako ste to pravzaprav videli vi in morda podoživeli vaši parani? Pravimo, da je romanje v sveto deželo, obisk svetih krajev, pravzaprav 5. evangelij. To pa zato, ker ko prebiramo svetopismo, prebiramo evangelije vsak dan znova pri sveti maši, se nam vse skupaj zdi tako samo po sebi umevno. Predvsem zato, ker te zgodbe, te prilike poznamo. Ko pa želimo kaj več o tem povedati, razložiti, pa hitro obstanemo, kot da bi bili slepi. In se mi zdi, da ravno ko človek obišče te svete kraje, vidi običaje ljudi, vidi to puščavo, vidi to okolje, potem veliko lažje razume tudi same zgodbe svetega pisma, sam evangelij. In se mi zdi, da je to zares 5. evangelij, saj nam pove vsaj toliko ali pa še več kot ostali evangeliji. Kajti, ko človek enkrat obišče te kraje, se ga mora nekaj dotakniti. V človeku nekaj ostane in iz tega potem lažje živi, lažje razumeva vse te dogodke. Morda en tak nazoren primer so gotovo jaslice, Betlehem. Ko človek obišče te kraje, šele vidi, da vse te ljudske pesmi, ki jih prepevamo v božičnem času, se pravzaprav ne skladajo čisto samim okoljem, kjer se je rodil naš odrešenik. Pravzaprav ni bilo rojstvo zunaj Betlehema, v hlevu in tako naprej, kot opevajo razne pesmi, ampak človek šele tam začuti to življenje v tistih krajih in da na novo lahko ovrednoti vse to in potem tudi podoživlja, ko posluša evangeljske odlomke pri maši v različnih liturgičnih časih in tako naprej. Koliko katoličanov sedaj živi v Jeruzalemu? Verjetno Jeruzalem izgleda čisto drugače, kot ga mi morda kdaj vidimo preko TV ekrana oziroma beremo iz svetega pisma. Prva stvar, ki jo človek pomisli, ko nekomu povem, da bo šel v Jeruzalem, da bo šel v sveto deželo, vsakdo najprej pomisli na varnost. Pa kljub temu vsakdo, ki je obiskal te svete kraje, ve, da glede same varnosti, glede spopadov in tako naprej, pravzaprav ni vprašanje varnosti. Kajti, če se že med seboj kaj pretepajo ali kaj podobnega, nikdar še nisem slišal, da bi v teh svetih krajih nastradali romarji ali turisti. Treba pa je vedeti, da je Jeruzalem eno najbolj pisanih mest, tako po strukturi prebivalstva, po strukturi vernosti, nacionalnosti in tako naprej. Vsakdo bi rad želel svoj košček Jeruzalema in zato, če kje je to predvsem v cerkvi Božjega groba najbolje vidno. Različnih veroizpovedi, vsi na istem kraju in pravzaprav tudi cerkve skoraj ne smejo karkoli obnavljati, lahko bi rekli tudi vzdrževati, zato ker je v tisti cerkvi nekakšen status quo. Ampak šele
tam človek začuti eno Kristusovo cerkev, ki pa je tako razdeljena na več koncev, ampak ne zaradi Kristusa, ampak zaradi ljudi. Kristus je ustanovil eno cerkev, ampak človeška slabost, človeške napake in prepiri smo jo razdelili na več različnih in lahko bi rekli, da to je pa človeško delo. Verjetno se v naši gledalci oddaje Pot poti sedaj sprašali, kaj vas je pravzaprav verjetno večina kristjanov želi poromati v sveto deželo. Kako je vas nagovorila in tudi vaše parane? Kako je vsakdo doživljal to romanje v sveto deželo, bomo verjetno še nekaj časa zbirali vtise, vsa ta doživetja, ko bomo pregledovali filme, slike, se pogovarjali in tako naprej. Vendar se mi zdi, da romanje v sveto deželo je nekaj tako enkratnega za vsakega kristjana, da tega ne bo nikoli pozabil. Predvsem pa je to nova spodbuda, da za novo, še bolj močno krščansko življenje. Kajti, če človek hoče ali noče, ga vse te dežele, vsi ti dogodki ga nagovorijo. In zato smo se tudi odločili, da tako kot Fara poromamo v sveto deželo. Vsako tedensko beremo v biblični skupini Sveto pismo, primerjamo, kako pa je v resnici, kaj pa je Jezus ali preroki, kaj pa so s tem mislili ob določeni priliki in tako naprej. In vse to človek lažje razume tudi Sveto pismo, ko enkrat obišče te kraje. Morda bi še kakšno besedo dejala o misijonu in Bog daj, da bi misijon tudi rodil, čeprav velikokrat tudi rečemo, da fizično ne vidimo, ampak da se čez čas tudi vidi fizično, ampak bolj duhovno človeka dvigne, ne? Ja, v letošnjem pastoralnem letu smo se v Beli krajini odločili, da bomo imeli skozi vse leto misijon. To je nekakšna drugačna oblika, saj vemo, da klasični misijon je do določene mere se izrodil in v vsaki župniji iščemo nekako nove poti, nove možnosti misijona, kako bi lahko pritegnili čim več ljudi. In odločili smo se, da bo ta misijon potekal skozi vse leto. To pa ne pomeni, da bi bil zato manj intenziven, ampak da bi vse te dogodke, vsa srečanja, vse, kar že tako ali tako teče skozi pastoralno leto, da bi vse te dogodke, vsa ta srečanja še bolj poglobili tudi v luči tega našega misijona. Tako smo še poseben poudarek dali posebej še v naši župniji, tudi glede pastorale družin. Imamo v naši župniji eno zakonsko skupino, ki ni prav številna, pa se trudimo, da bi pritegnili še več mladih, pa tudi starejših parov, ki bi se srečevali. Saj vemo, da se duhovnik zaman muči z otroki pri verouku, pri drugih skupinah, če ni neke trdne, verske, moralne, predvsem pa zgleda krščanskega življenja, predvsem v domači župniji. Zato je še toliko bolj pomembno življenje v družini. Prav tako pa več pozornosti namenjamo mladim, ko se
srečujemo bodisi pri mladinskih srečanjih, pri mladinskem pevskem zboru in drugod. Posebej še v letošnjem letu je bilo še več srečanj na dekanijski ravni, da se tudi preko tega mladina bolj povezuje med seboj, bodisi kostanjev piknik, adventna, postna spovedovanja in še vmes kakšna družabna srečanja. Vsako leto pa imamo za dekanijsko mladino tudi tako imenovano kolesarsko romanje, ko vsako leto prekolesarimo določen del Slovenije. Ravno v preteklem letu smo, prišli okrog skozi celo Slovenijo in v letošnjem letu, poleti, začenjamo znova. Ponovno je na vrsti Gorenjska oziroma Bled, Bohinj, Pokluka in tako naprej. Se pravi, takole po etapah tole prekolesarite Slovenijo? Ja, vsako leto štartamo, se pravi, od doma in se podamo na določen konec ali pa v določeno pokrajino Slovenije. Je pa verjetno zelo lep občutek, ko človek pri Romah se pripelje s kolesom do kakšnega svetišča, ali je to pri vas na Dolenjskem v Zaplazu, pa Marija Pomagaj na Brezje. To je verjetno en posebej občutek. Ja, tudi kamorkoli pridemo, nas lepo sprejmejo. Je pa res, da povsod smo, vezani bolj na župnišča, kjer tudi prenočujemo in seveda obiščemo posebej, se pravi, romarske kraje. In se mi zdi, da tudi pri mladih je en občutek hvaležnosti, ko priromam na določen romarski kraj. Tako kot v prejšnjih časih, recimo naši starši, stari starši, so za romanje morali vložiti določen napor, ko so romali bodisi peš na Brezje, na Zaplaz ali potem kasneje s kolesi, ampak zato je bil potreben določen napor. Se mi zdi, da se je pri mladih danes to nekoliko izgubilo, saj kamorkoli gredo z avtomobili, z avtobusi, morda z letali in tako naprej, ampak človek začuti neko odpoved, neko žrtev šele, ko v to vloži določen napor. In se mi zdi, še poseben ta občutek je bil pred 2 leti, ko smo prav tako s kolesi poromali recimo na Sveto Goro nad Gorico. Če gledalcev daje tudi povabljena krščanske stežnike KC, kjer si lahko vsa ta svetišča pogledate, tudi svetišče na Dolenjskem, Marijino Zaplazo in tudi ostale. Me pa posebej veseli, da se to nekaj angažirate za mlade, da jih znate spodbujati. Večina doskrat v slovenskem medijskem prostoru reče, mladi so takšni, pa se ne da nič z njimi narediti, verjetno se tega mnenja vi ne pridržujete. Bom rekel, vsaka župnija je vsaj do določene mere specifična in težko je neko uravnilovko določiti za vse župnije. Gotovo pa je, da mladi potrebujejo predvsem človeka, ki je z njimi, ki gre z njimi, ki si vzame čas zanje. In gotovo je to še posebej zahtevno, posebej še v današnjih časih, pa vendar se mi zdi, da je vredno časa, je vredno truda, kajti čeprav se včasih zdi, da človek ne vidi rezultata svojega dela, ko se trudi bodisi pri verouku, z birmanci, z mladimi, ampak če ne takoj, pa potem kasneje, morda pri naslednji generaciji, se mi zdi, da
nobena minuta ali ura časa, ki ga človek porabi, da je z mladimi, da je z ljudmi, ni za manj. To ste zdaj zelo lepo povedali, vse rezultat tega je tudi določeni pismo od teh vaših mladih sem dobil, da tako lepo skrbite za njih, tako da to takšna povratna informacija je. Večji problem je bil, kako vas pravzaprav najti v Semiču, kako najti ta kraj, ampak z Božjo pomočjo do nekaj šlo. Ja, tudi sam, ko sem izvedel, da grem pred 5 leti v Semič, če ne bi bil moj predhodnik, tudi moj kaplan nekdaj v Domžalah, ko je bil, bom rekel, tudi vzgojitelj, ko sem bil sam pri verouku, ko sem bil sam bermanc, bi moral verjetno, ko sem dobil dekret za to župnijo, tudi na zemljevidu poiskati, kam me je pravzaprav škof poslal. Pa človek potem šele vidi, da je Bela krajina zelo lepa, pa čeprav verjetno za večino Slovencev ali pa za večino koncev Slovenije nekoliko odrinjena oziroma malokrat sem tudi sam prej zašel v te kraje, pa vidim, da so to zares lepi kraji in tudi po krivici, bom rekel, jo premalo poznamo, zato tudi gledalce vabim, da se kdaj odločite, pridete v Belo krajino spoznavati te lepote, pa dobrodošli tudi v Semiču. Po Jezusovih rokah, pravzaprav po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus. Prav je tudi, da do nekaj skrbimo za, ne samo za osebno molitev, tudi družinsko molitev, tudi v občestvu cerkve in pravzaprav je tudi zelo pomembno, da tudi verniki molijo za duhovnika, tako kot duhovnik moli za vernike. Ta povezanost, predvsem molitvena, je zelo pomembna in predvsem v zadnjih letih, ko je večje pomanjkanje duhovnikov, ko je tudi naša župnija izgubila kaplana, ki ga je prej skozi vsa leta imela, nekaj časa celo po 2, se tudi vsi skupaj bolj zavedamo, kako pomembna je ta molitev, skrb za duhovne poklice, da vse to ni samo po sebi umevno. Tudi škof ne more nastaviti ali poslati duhovnika v neko župnijo, če ga nima. In zato je tako pomembna ta molitev in skrb vse cerkve za nove duhovne, redovne in misijonske poklice. Hvala Bogu, imamo tudi v naši župniji iz Črmošnic bogoslovca Mitja Buliča, ki je sedaj v 4. letniku in Bog daj, da bi čez 2 leti imeli tudi v naši župniji slovesnost nove maše. Bog daj. Zelo lepo je hranati z gospodom župnikom, veliko nam ima povedati, ampak čas je tisti, ki nas pravzaprav preganja. Kaj bi na koncu našim gledalcem daje pot poti položili na srce, gospod župnik? Vsi se trudimo za isto stvar v življenju, da bi postali boljši ljudje in boljši kristjani. To je predvsem vabilo tudi letošnjega postnega časa. In tako kot se tudi v naših krajih zbiramo k svetim mašam, k pobožnosti križevega pota in tako naprej, tudi po različnih podružnicah, saj imamo kar blizu 40 žegnanj skozi vse leto, pa povabim tudi vse vas, kadar vas zanese pot v Belo krajino, da se nam pridružite tudi ob nedeljah pri oltarnem občestvu. V Semiču imamo maše ob 8 zjutraj in ob 11.
ob 9:30 pa je ali žegnanje ali pa maša v farni cerkvi v Črnošnicah. Tako da lahko tudi planinci združijo naravo z sveto mašo, kar je najbolj pomembno. Ne? Tako, predvsem v poletnem času imamo večkrat tudi mašo bodisi na planini pri Svetem Eliju, ki je nekdanja farna cerkev, nekdanje župnije Planina, ali pa na Mirni gori. Še posebej pa smo ponosni na našo romarsko božjo pot, to je pri Smuški Mariji na Smuku, tukaj nad Semičem. Gospod župnik, jaz bi se vam iz srca zahvalil za pogovor, da ste spregovorili za naše gledalce, da je pot poti, tudi našim gledalcem, ki so me pripeljali v ta lep konec. Predvsem pa Bogu hvala, da sem lahko bil vaš gostitelj in da smo skupaj spoznali zopet en del lepe Slovenije, župnije in res poklonili. Hvala lepa za obisk in Bog vas živi in da se kmalu spet vidimo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vas pa lepo pozdravljam z starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.